Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke in gledalci portala domovina.je in tudi tokratne vroče teme. V ospredje bomo postavili področje psihoterapije. Ali vam je jasno, može biti niti ne, da v Sloveniji to področje, kljub temu, da smo bili stari že 32 let, še ni urejeno, celo ne obstaja. In o tem bomo govorili z mojima današnjima gostoma, direktorjem Univerze Sigmunda Freuda Dunaj, podružnica Ljubljana, gospodom Miranom Možino, psihiatrom in psihoterapeutom, in predsednico Slovenskega združenja za psihoterapijo in svetovanje, gospo Ireno Kosovel, prav tako pravnico in psihoterapeutko. Dobrodošla v našem studiu. Dobrodošli. Gospa Kosovel, kot psihoterapeutka in pravnica opozarjate, da je področje psihoterapije v Sloveniji neurejeno in da poklic psihoterapeuta uradno sploh ne obstaja. Kakšno rešitev ste predlagali v predlogu zakona, ki ste ga pripravili v delovni skupini Slovenskega združenja za psihoterapijo in svetovanje? Ja, mogoče bi mogla poseči malo v zgodovino in povedati pravzaprav, kako je psihoterapija utirala pot v slovenskem prostoru. Začelo se je v 60. in 70. letih v okviru zdravstvene stroke pri psihiatrih in kliničnih psihologih. Izobraževanje se je odvijalo znotraj tega kroga, potem so se te aktivnosti širile, razvijale, napredovale, formiralo se je posebna sekcija v okviru združenja, zdravniškega združenja z imenom psihoterapevtska sekcija. Naknadno, ko je razvoj šel dalje, pa seveda se je to osamosvojilo, postalo je društvo. In znotraj tega društva se je začelo educirati bolj sistematično, z obsežnejšim programom v sodelovanju z medicinsko fakulteto. In nekaj časa je pravzaprav to izobraževanje teklo, bilo uspešno, v začetku namenjeno predvsem zdravstvenemu osebju, potem pa v nedoločeni točki so pa dovolili oziroma vabili v izobraževanje tudi zunanje ljudi. In tako sem tudi jaz v letu 2002 vstopila v izobraževanje iz psihoterapije kot sicer pravnika. No, jaz sem kmalu ugotovila, da pravzaprav stvar ni urejena. Ko sem se bolj poglobila v to stanje, takrat je to društvo psihoterapeutov Slovenije vodil profesor Kobal in on je bil eden od poklicev, je bil tudi pravnik in on je tudi takrat že nekako iskal rešitve, kako bi to področje normirali. To zelo že on je vedel takrat in seveda njegovi kolegi najbrž v ožjem krogu, da je potrebno to področje normirati. Skratka, prišlo je v eno obseg delovanja, ki je terjal eno drugačno ureditev, pravzaprav normiranje. No in od tu se začenja pravzaprav zgodba našega zakona. Prva delovna skupina se je formirala leta 2006 in je delovala do 2010. V tem poskusu smo oblikovali zakon, ki je bil znotraj delovne skupine usklajen. Sodelovali so tako Združenje psihoterapeutov Slovenije kot Krovna zveza. Zapravo nekako smo takrat dosegli en konsenz, ki ga po tem času nikoli več nismo. Nažalost, ta osnutek ni doživel javne razprave in nekaj časa je bilo mrtvilo. Mi smo se seveda na različne načine prizadevali, da bi aktualizirali to problematiko in tako smo v letu 2017 formirali naše združenje, katerega osnovni namen je, da sodeluje in deluje na pripravi zakona oziroma normativnega urejanja tega področja. No, nažalost tudi ta poskus ni bil uspešen, ker ga je zelo učinkovito zaustavila ta zdravniška, bom rekla, skupina s prepričanjem, da to ni, da je psihoterapija stvar zdravstva, ne pa aktivnosti izven zdravstvenih organizacij. No in tako je tudi ta poskus obstal. No, letos oziroma
mi smo potem, ko smo ugotovili, da v okviru zdravstva pač nimamo pravega suporta, da bi to področje naprej urejali, smo se odločili, da bomo sami znotraj našega društva pripravili zakon, in zdaj smo tukaj na tem vašem vprašanju, ki naj bi uredil psihoterapijo kot samostojen poklic. To se pravi neodvisno od zdravstva. Predlagamo akademsko pot izobraževanja, ki je do sedaj ni. V tem programu izobraževanja pridobimo torej teoretična znanja, predpišemo oziroma določimo, kaj vse mora en psihoterapevt znati, kakšne kompetence mora pridobiti po zaključku izobraževanja, in predvideli smo eno dolgo prehodno obdobje 12 let in predvideli smo torej strokovno zbornico za psihoterapevte z obveznim članstvom, ki bi prevzela vse strokovne naloge, vključno z javnimi pooblastili, ki bi jih dobila strani Ministrstva za zdravje. To ne bi v nikakršnem, torej ta zakon ne vpliva na način delovanja znotraj zdravstva. Namreč v zadnjem obdobju, in prav v zdaj tej zadnji delovni skupini, se je pač izkazalo, da vsi razširjeni strokovni kolegiji z področja duševnega zdravja, to se pravi psihiatrije, klinične psihologije in psihiatrije otroške in mladostniške, da pač to je na stališču, da je psihoterapija metoda dela, ki se opravlja v okviru teh dveh poklicnih profilov, to se pravi psihiatra in kliničnega psihologa. Mi seveda mislimo, da je to bistveno širše od tega, kar oni omenjajo. Ja, res je, oni opravljajo psihoterapijo kot metodo dela, vendar izven zdravstvenega okvira se je pa seveda razvila psihoterapija kot poklic, ki pravzaprav naslavlja mnogo širši krog uporabnikov, kot je to v okviru medicinske stroke. To se pravi, v medicinskem polju pač se ukvarjajo z tistimi ljudmi, pacienti, ki imajo psihiatrične diagnoze. Seveda izven zdravstva pa je to polje seveda mnogo širše. In glede na to, da so potrebe po psihoterapiji tako velike, enormne, sploh v zadnjem obdobju, je nujno, če želimo to problematiko razrešiti, pravzaprav presežiti omejitve, ki jih v tem trenutku pravzaprav zagovarja zdravstvo, in iti v širši prostor, tudi na druge področje, na druge resorje, kot je šolstvo, zdravstvo, pravosodje, socialno varstvo, in skratka, mislim, da skoraj ni resorja v družbi, da ne bi na nek način potrebovalo tudi psihoterapevtske storitve. In zdaj znotraj te tretje delovne skupine, ki ravno kar teče, pač smo zdaj na točki, da pravzaprav ugotavljamo, oziroma kam se bo zdaj obrnila stališče Ministrstva za zdravje, ne vemo. Skratka, dilema je, ali je psihoterapija samostojen poklic, ali je metoda dela. Več o tem tudi v nadaljevanju. Gospod Možina, tudi vi ste sodelovali v delovni skupini Slovenskega združenja za psihoterapijo in svetovanje. Kakšno rešitev pa ste v predlogu zakona predlagali glede izobraževanja psihoterapevtov, glede na to, da se kot direktor ljubljanske podružnice Univerze Sigmunda Freuda z Dunaja največ ukvarjate z akademskim izobraževanjem? Predvidevali smo in predlagali tisto, kar je na sedanji stopni razvoja psihoterapije nujno, predvsem kar se njene akademizacije tiče, da se omogoči študij psihoterapije takoj po srednji šoli, da se postavi to poklicno izobraževanje ob bok drugim poklicnim izobraževanjem, kot je socialno delo, kot je medicina, kot je psihologija, socialna pedagogika, teologija in tako naprej. Tako da, če pogledamo razvoj določenega visoko normiranega poklica, je to nujno. Ne moremo več pristajati na to, kar je zdaj prevladujoče, da so razni tečaji, polletna izobraževanja, enoletna, dvoletna, več in tako naprej. Skratka, tukaj je treba neko osnovo postaviti v akademski prostor. Po končani
prvi in drugi stopnji, to je 3+2, 5 let študija, ne bi bilo možno potem, da se opravlja strokovni izpite na področjih, kjer bi pač psihoterapevti delali, kot je že kolegica Kosovel povedala, bodi si za zdravstvo, bodi si za socialno varstvo, šolstvo in tako naprej, kjer bi potem seveda se pa začelo naprej izobraževanje. To se pravi, tako kot je, jaz sem zdravnik po poklicu in sem tudi seveda kot psihiater obvezno član zdravniške zbornice. Na 7 let moramo tam obnavljati tako imenovano licenco, to je dovoljenje za opravljanje dela. Tudi v zbornici psihoterapevtov si predstavljamo podobno rešitev, da na 5 do 7 let bi morali potem psihoterapevti, ki ta naziv dobijo, obnavljati s stalnim strokovnim izpopolnjevanjem. Tam seveda bo pa potrebno, poleg akademskih inštitucij, da se angažirajo tudi številni inštituti, društva, ki že obstajajo v Sloveniji in ki se bodo še razvila, da omogočajo potem subspecialistična znanja. Recimo, če se bo nekdo ukvarjal bolj z problematiko zasvojenosti, mogoče nekdo bolj za problematiko starejših, otrok in tako naprej. Tukaj so zelo potem že velike razlike. Torej, če povzamem, od osnovnega akademskega izobraževanja do poddiplomskega potem in tudi seveda doktorski študij, ki je že v Sloveniji na Teološki fakulteti v Ljubljani, to je, imamo tudi doktorski študij iz psihoterapije. Gospa Kosovel, vi ste bili vodja delovne skupine za pripravo zakona o psihoterapiji Ministrstva za zdravje od leta 2006 do leta 2010. Kakšne so vaše izkušnje z delom Ministrstva za zdravje glede urejanja področja psihoterapije po skoraj 20 letih vašega aktivnega sodelovanja? Moram reči, da so bile izkušnje s prvo delovno skupino pravzaprav zelo dobre. Trajalo je obdobje priprav, je trajalo 4 leta. Mi smo se redno srečevali, imeli smo dober suport administrativnega kadra in dejansko smo prišli do zaključka in pripravili en tekst oziroma eno gradivo, osnutek zakona. Seveda težave so se začele potem, saj poznate, v tem obdobju naše osamosvojitve smo menjali kar 23 ministrov in moram reči, da od teh jih kar nekaj poznam ali pa vsaj posredno, ker so pač v tem obdobju delovali. In tu se mi zdi, da so se stvari pravzaprav zaustavljale. Ko bi bilo potrebno gradivo dati v javno razpravo in peljati postopek sprejemanja, se je ravno menjal en minister, pa je pač te aktivnosti zaustavil z obrazložitvijo, da to ni prioriteta ministrstva. Potem je prišel naslednji minister, vsakega skratka naslednjega ministra smo informirali, smo ga skušali, kako bi rekla, motivirati, da bi to področje kakorkoli zagrabili in začeli delovati. Zdaj, eni ministri so bili malo bolj odzivni, drugi malo manj, ampak v resnici neke rešitve do leta 2018 ni bilo. Moram povedati, da v letu 2018 oziroma konec 2017 se je pripravljala resolucija o duševnem zdravju za 10-letno obdobje od 2018 do 2028. No in zanimivo je bilo to, da ko je šla v javno razpravo resolucija, v tej resoluciji ni bilo z eno besedo ni bila omenjena psihoterapija, ki je pravzaprav zelo, zelo pomembna pri zdravljenju kakršnihkoli duševnih motenj, težav, čustvenih težav in tako naprej. Tako da smo mi s kolegom Miranom in skratka tudi v okviru te naše delovne skupine smo pripravili amandmaje, da smo uspeli z amandmaji torej upeljati v resolucijo obvezo, da je potrebno sprejeti zakon o psihoterapiji. In to je bila potem ta pravna podlaga, da se je v letu 2018 res oblikovala ta skupina, za katero sem prej omenila, da pač ni bila uspešna. Skratka, kadarkoli je prišlo do točke, ko se je recimo druga stran nekako zoperstavila tem aktivnostim, je Ministrstvo za zdravje nehalo z aktivnostmi. In tako se je tudi leta 2018 končalo. Tako da od 2018 do leta 2022 se ni zgodilo nič. Moram reči, da celo poslovanje ali pa uradovanje teh služb je bilo zelo neustrezno, na razne pisne vprašanja in tako naprej nismo dobili odgovorov, skratka, totalna ignoranca.
Čeprav smo prav v tej delovni skupini leta 2018 pripravili obsežno gradivo, iz katerega bi se dalo marsikaj razbrati. Skratka, kar sem jaz pogrešala, pravzaprav je bilo to, da v trenutku, ko se je izkazalo, da pač sta dva tabora, da bi nekdo bil, ki bi bil sposoben ta dva tabora pripeljati za isto mizo in v enem konstruktivnem dialogu pogledati, kje so zdaj razlike. Kaj mi razumemo pod psihoterapijo, kaj oni, kaj je dobro, kaj ni dobro. Skratka, s skupnimi močmi bi lahko že zdavnej pač pripravili eno konsistentno rešitev, ki bi bila dobra tako za ne vem, ožji del zdravstva, kot pa seveda tudi za vse tiste, bom rekla, psihoterapeute, ki so na različne načine začeli edukacijo izven zdravstva in so seveda potem tudi prizadevali za pač neko to rešitev. Kaj se bo zdaj zgodilo? Bojimo se, da se ponavlja zgodba iz leta 2018. Vsi, bom rekla, deležniki na strani zdravstva so relativno agresivni v zagovarjanju svojih stališč, tako da smo resno zaskrbljeni, ali bomo dobili sogovornika, ki bo slišal, kaj govorimo. Gospod Možina, v Sloveniji ste prav vi v sodelovanju s kolegi in kolegicami, psihoterapeuti in psihoterapeutkami pripravili največ gradiv in objavili tudi največ strokovnih tekstov o regulativi psihoterapije po Evropi. Kaj bi se pri urejanju tega področja lahko Slovenija naučila od drugih držav? Veliko, ker ta dinamika neke polarizacije, ki se dogaja zdaj med recimo poklicnimi psihoterapeuti, s tem širšim bazenom, kot je kolegica Kosovel povedala, in pa ožjim krogom ljudi, ki delajo predvsem v psihiatriji in klinični psihologiji znotraj zdravstva. Te polarizacije se še marsikje dogajajo in nikjer niso prinesle dobrih rezultatov. Tam pa, kjer je recimo ministrstvo le potem reklo bob in na podlagi ne nekega žrebanja, ampak na podlagi strokovnih argumentov in tudi raziskav, ki jih je veliko o sami regulativi v Evropi, se potem odločilo za eno od teh dveh rešitev. Nemčija je leta 2019 recimo sprejela nov zakon o psihoterapiji, ki je trenutno najboljši ne samo v Evropi, ampak na svetu glede na razvojno stanje psihoterapije. Oni so uvedli to, kar sem prej govoril, ob študiji psihoterapije takoj po maturi, 3-letna prva dodiplomska stopnja in magistrska 2 leti, potem se naredi strokovni izpit in po strokovnem izpitu se nadaljujejo potem praktikumi izobraževalne, predvsem praktično usposabljanje znotraj različnih ustanov. O tem je ravno včeraj tekla v Nemčiji odločilna debata o tem, kako bo to natančno izgledalo. In z zanimanjem čakam rezultat. Prav tako se lahko veliko naučimo od Avstrije, ki je sprejela svoj zakon, recimo leta 90 že, nas prehitela za več kot 30 let. Kaj je tam zakon prinesel, je zdaj zelo lepo vidno. Financiranje se je potem postopno v nekaj letih uredilo, tako da vsak avstrijski državljan ima zdaj dostop do kar velikega števila psihoterapevtskih ur. Če je potreba, se mu lahko še ta kvota potem poveča. Dobra plat avstrijske zgodbe je tudi to, da se je tam leta 2005 začela pravzaprav prva univerza, ki je odprla študij psihoterapije takoj po maturi, to je Univerza Sigmunda Freuda. Mi smo 2006 potem to prenesli tudi v Slovenijo, na to bi bili lahko ponosni, vendar žal ta nasprotni tabor vidi v tem predvsem eno veliko grožnjo in neko nesprejemljivo razvojno stopnjo. Torej te dve državi gotovo, da sta nama lahko vzgled, potem je pa še tam okoli 13 držav, trenutno v Evropi 15, ki imajo definirano psihoterapijo kot samostojen poklic. Recimo sosednja Hrvaška tudi je leta 2018 tak zakon sprejela. Ko smo mi začeli 2006 delati prvo tole delovno skupino na Hrvaškem, še sploh niso vedeli
niso bili organizirani niti kot krovno združenje, niti niso delali na zakonu, so se od nas učili, no zdaj so nas pa že krepko prehiteli 5 let, tudi na Hrvaškem, čeprav je ta polarizacija zelo podobna kot pri nas med psihoterapevti, ki niso v zdravstvu in tisti, ki so v zdravstvu, vseeno, je zdaj v zadnjih 5 letih na Hrvaškem ta odločitev, da je psihoterapija kot samostojen poklic pokrenila veliko pozitivnih premikov. Gospa Kosovel, kakšne rešitve prinaša vaš predlog zakona glede izvajanja psihoterapije, pa bomo rekli tako, za psihiatre, klinične psihologe in poklicne psihoterapevte? Torej, osnovni namen tega zakona je, da določi, kakšna je edukacija za psihoterapevta. Kaj mora ta psihoterapeut znati, ko bo zaključil edukacijo? Obvezno uvaja torej 3 stebre izobraževanja, teoretični del, praktični del, ki predstavlja supervizirano klinično delo s pacienti in lastno osebno analizo. To se pravi, ti študentje, ki bodo bodoči psihoterapevti, morajo tudi skozi lastno psihoterapevtsko izkušnjo. To je en del. Za same klinične psihologe in psihoterapije pa ta zakon v to področje ne posega. Posega posredno, kolikor določa pač poklicni profil psihoterapevt. Ampak mi se zavestno nismo hoteli, tudi nismo pristojni, tudi se ne čutimo kompetentne, da bi karkoli urejali za področje zdravstva. Mi želimo samo povedati, kaj je ta poklic. Potem pa naj pač psihiatri in klinični psihologi seveda po svoje uredijo razmere in pač tako, kot mislijo in strokovno argumentirano verjamajo, da pač morajo biti stvari urejene. Tisto, kar je seveda problematično, kar se vidi tudi v zadnji delovni skupini, je tudi to seveda, da je zdravstvena, torej ta skupina, ki deluje v okviru zdravstva, prepričana in trdi, da je pač to izključno zdravstvena dejavnost. Mi pa mislimo, da je lahko širše in da je seveda, kar je v okviru delovanja zdravstva, naj pa pač zdravstvena dejavnost, vendar izven polja zdravstva se pa seveda ta psihoterapija pač deluje oziroma nagovarja tudi druge uporabnike, ki niso psihiatrični bolniki, ki imajo neke druge težave v življenju, in gre za osebnostno rast, gre za razne stresne situacije, stiske, izgube, žalovanja, izgorelost mogoče in tako naprej. Tako da v tem pogledu pač zdravstvo ni tangirano, neposredno. Ampak tisto, kar mogoče sem v prejšnjih odgovorih pozabila poudariti, je pa to, da edukacija iz psihoterapije, kakršnokoli že imamo zdaj v Sloveniji, v različnih delih naše družbe, pravzaprav razen teološke fakultete Sigmunda Freuda, ki pa je podružnica avstrijske, in goriške fakultete za uporabne družbene študije, mislim, pravzaprav nimamo programa, ki bi bil akreditiran strani pristojnega državnega organa. In to se pravi, da vsa ta izobraževanja nimajo pravno formalne teže. In to na nek način očitamo tudi specializaciji iz klinične psihologije, ki seveda je zdaj od leta 2013 spremenila program specializacije in vključila v obseg izobraževanja tudi opravljeno specializacijo iz psihoterapije, enega od priznanih pristopov. Ampak to izobraževanje izvajajo pač neki zasebni inštituti, ki niso akreditirani. In so zelo, bi rekla, arbitrarno izbrani, ravno tako tudi pristopi, ki se uradno priznavajo. Tako da tukaj je seveda eno polje, ki ga je nujno treba urediti, ne glede na to, kako bomo druga vprašanja, ki sem jih omenjala, v končni fazi razrešili. Gospod Možina, vi se ne zavzemate le za psihoterapijo kot samostojen poklic, temveč v vaših študijskih programih iz psihoterapije razvijate psihoterapijo tudi kot avtonomno znanstveno vedo. Kakšne so razlike med medicino in njenem okviru psihiatrijo, psihologijo in psihoterapijo kot znanstvenimi vedami? Torej, psihoterapija se je postopno, že od 2. svetovne vojne,
naprej se bolj infiltrirala tudi v akademske inštitucije, predvsem v podiplomske programe, torej v višje stopnje izobraževanja. Postopno se je pa pokazalo, da pravzaprav psihoterapija je neko interdisciplinarno področje, katerega glavni stebri so, kar je tudi recimo v našem programu Univerze Sigmunda Freuda, medicinska znanja, psihiatrična znanja in nevroznanstvena znanja, to je en steber, ker psihiatrija in tudi medicina sta zelo veliko pridobili v zadnjih 20 letih z izjemnim razvojem nevroznanosti. Potem drugi steber je psihologija, tretji steber so potem psihoterapevtske vsebine v ožjem smislu, potem družboslovne vsebine, vključno z filozofskimi vidiki in pa seveda metodološka znanja, raziskovalna znanja. To je teh 5 stebrov. In če gledamo vsebine teh 5 stebrov, vidimo poleg interdisciplinarnosti, da psihoterapija tudi z razvojem lastne metodologije raziskovanja, kar je ključno, da se lahko neko področje v akademskem svetu osamosvoji, da prinaša nova znanja, ki niso samo interdisciplinarna, ampak tudi transdisciplinarna. To se pravi, da so pravzaprav možna aplikacija teh znanj na najširšem področju človeškega delovanja. Tako da gre za en fascinanten, zdaj zelo hiter razvoj, ki seveda gre z roko v roki tudi s to idejo, da je psihoterapija samostojen poklic. To se pravi, zdaj lahko govorimo, da ta poklic ima tudi to ozadje znanstveno, akademsko, raziskovalno, empirično podprto. Gospa Kosovel, glede na to, da je reguliranje psihoterapije pravno področje, katere anomalije vidite v sedanji regulativi psihoterapije in kakšna bi bila boljša ureditev, ki jo predlaga delovna skupina Slovenskega združenja za psihoterapijo in svetovanje? Torej, ena od teh anomalij, ki že obstaja v sistemu, je to, kar sem ravno prej omenila, da se pravzaprav psihoterapija, v katero se vključuje študij psihoterapije, v katero se vključujejo recimo klinični psihologi v okviru specializacije iz klinične psihologije, izvaja na programih, ki niso akreditirani in izvajajo zavodi oziroma inštitucije, ki niso akreditirane za to. Ne govorim o strokovnem vidiku, ampak govorim o pravno-formalnem vidiku. To je ena stvar. Druga je seveda to, da dejansko seveda tudi vsi danes delujoči psihoterapevti na terenu pravzaprav imajo podobno situacijo. Imajo neke oblike izobraževanja, ki pravno-formalno niso verificirane. Gre dejansko za ta pravno-formalni vidik. In če hočemo pač eno področje regulirati, je osnova točno ta, da pravno formalno uredimo podlage za to delovanje. In to pravzaprav ponuja zakon s tem, ko hoče regulirati poklicni profil psihoterapevta. Potem pa seveda bo to osnova, na katero se bodo navezovali vsi ostali, ki na tem področju delujejo, in jaz mislim, da tudi zdravstvo bo do neke mere moglo potem prilagoditi svoje delovanje na te osnovne, bom rekla, določila, ki jih bo prinesel zakon. Le še gospod Možina, kako je z dostopnostjo in kakovostjo psihoterapevtskih storitev danes in kakšne izboljšave bi glede tega prinesel vaš predlog zakona? Na koncu koncev je glavni namen in smisel zakona prav v tem, da bi, gotovo se boste strinjali oba, ljudje, ki potrebujejo psihoterapevtsko pomoč, lažje prišli do nje in da bi bila ta kakovostna storitev dobra. Je tako? Tako je. To ne smemo pozabiti, zakaj smo tudi mi trije danes tukaj, ne za pravzaprav to, da bi svoj status samo uredili, ampak urejamo ta status primarno zato, da bi izboljšali kvaliteto storitev in pa dostopnost za ljudi. Zato se gre. Zdaj, ta argument se tudi uporablja, tako bi rekel, z obeh strani, tudi nasprotna stran to poudarja. Zdaj, njihova argumentacija je včasih tudi že ponižujoča, da pravzaprav
Oni morajo zaščititi svoje izjemno visoko kvaliteto storitev kliničnih psihologov in psihiatrov, ki to uporabljajo kot metodo, pred vsemi drugimi, ki smo tudi seveda med njimi poklicni psihoterapevti, ki kot ne bi ne znali niti diagnosticirati, niti pravilno potem se odločati glede načina obravnave. Zdaj, to je spet za dobro ljudi, se poudarja, no, mi poudarjamo podobno, da za dobro ljudi bi bilo pa fajn poslušati med drugim tudi navodila ekspertne skupine Svetovne zdravstvene organizacije, ki je leta 2015, predno smo sprejeli resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja za 10-letno obdobje 18-28, že dalo med drugim na svet Sloveniji, da glede na to, da so izjemno dolge čakalne dobe za psihoterapijo v zdravstvu, to se pravi, da je slaba dostopnost, leto do 2, da bi bilo fajn odpreti vrata zdravstva kompetentnim poklicnim psihoterapevtom. To se pravi, to je podpis spodaj je Svetovna zdravstvena organizacija. S tem bi že vsaj na nek način izboljšali to dostopnost. Ne, da bi padla kvaliteta, zato ker sigurno je zdaj ta trenutek v Sloveniji okoli 200 zelo dobro usposobljenih, poklicno usposobljenih psihoterapevtov, ki bi lahko kvalitetno prispevali tudi v zdravstvo. Leta 2020 je Svetovna zdravstvena organizacija ponovno pogledala, kako se razvijajo stvari na področju duševnega zdravja in so ponovno opozorili na isto stvar, da se ne premakne. To se pravi, Svetovna zdravstvena organizacija govori v prid ljudem, bi bilo, da se čim prej v Sloveniji regulira psihoterapija kot samostojen poklic in se tudi razbije to, bi rekel, utrdbo zdravstva, ki nekako tudi zavira razvoj in pravno formalno ureditev na psihoterapije na vseh drugih področjih. Še zadnja beseda okoli kvalitete. V Sloveniji žal nobeden, niti ta tabor, če tako rečem, v okviru zdravstva, niti vsi mi, ki delamo izven zdravstva, nimamo urejenega sistema za nadzor in izboljševanje kvalitete naših storitev po sodobnih kriterijih, ki je z razvojem te digitalizacije in tako omogoča zelo dobre sisteme za stalno preverjanje kvalitete. Tega nihče nima. Tako da zdaj z nekimi kolikor toliko objektivnimi podatki o kvaliteti storitev nihče ne more govoriti. Tako da tukaj bi morali biti skromni na obeh straneh, a ne kazati s prstom, koliko napak ste vi naredili ali pa koliko napak smo mi naredili in tako. Tukaj bi morali biti skromni, ker v bistvu podatkov teh nimamo. Tudi to je velika hiba, ne samo področja duševnega zdravja v Sloveniji, zdravstva na tem področju, ampak celotno zdravstvo v Sloveniji šepa zelo, zelo na tej točki, da ni dobrih in sistematičnih sistemov za vzdrževanje in razvoj kvalitete. Tega v Sloveniji, to je velika hiba zdravstva celoti. Direktor Univerze Zigmunda Freuda Dunaj, podružnice Ljubljana, gospod Miran Možina in pa predsednica Slovenskega združenja za psihoterapijo in svetovanje, gospa Irena Kosovelj, iskrena hvala, ker ste prišli v naš studio in sta pojasnila vse te zadeve. Vse dobro želim. In seveda upamo, da bomo rekli prej kot čez 30 let, da se je to področje uredilo. Hvala lepa. Hvala. Hvala lepa vsem, ki ste nas spremljali. Postanite naročnik Domovine in nas odkljukajte tudi na družbenem omrežju YouTube. Vse dobro želim.